Pozdravljeni. Izgleda, da prihaja do težav pri podaljšanju pogodbe Carlosa Sainza mlajšega. Poglejmo si skupaj, kaj pravijo določeni viri. V zaodrju Formule 1 se sušlja o tem, da Carlos Sainz mlajši ima resne težave pri podaljšanju svoje pogodbe. Sam si želi dvoletno pogodbo, kjer bi imel enakopraven status s Charlesom Leclercem. A kaj mu ponujajo pri Ferrariju, ostaja skrivnost. Verjetno pogodbo samo za eno sezono oziroma tako imenovano 1+1, ker je podaljšanje vezano na sam rezultat. V vsakem primeru, Sainz želi imeti novo pogodbo s Ferrarijem v svojem žepu pred začetkom sezone 2024. A pravzaprav se lahko začnemo spraševati, kakšne so alternative pri Ferrariju, ukolikor ta dogovor s španskim voznikom nekako propada. Namreč Carlos Sainz mlajši ima pogodbo, ki velja do konca sezone 2024, prav tako kot Charles Leclerc. In v preteklosti smo že govorili, kako je John Elkann dejal, da pravzaprav je vse že domenjeno, medtem ko Frederic Vasseur ni bil toliko prepričan v to. A konec koncev, kakšne so alternative? Namreč, čeprav si predstavljam, da bo pri skuderiji Ferrari poteklo kar nekaj, imenujemo jih dolgih, napornih sestankov in seveda pogajanj, bi si lahko mislili, da na koncu bo Sainz s Ferrarijem pogodbo podaljšal. In tudi njegova zahteva za 2 sezoni se mi ne zdi tako pretirana. Namreč v sezoni 2026 bo vstopil v veljavo nov tehnični pravilnik in nespametno je zamenjati bolid, kar se tiče tehničnega ustroja in seveda tudi voznika. A po drugi strani, pravzaprav, ali imajo pri Ferrariju kakšno alternativo? Seveda, lahko bi dali priložnost kakšnemu mlajšemu vozniku, ampak tako Schwarzman kot Oli Berman, po mojem osebnem videnju, nista še dovolj zrela. Schwarzmanu je kariero rešil Mick Schumacher, ki se je izkazal za preveč počasnega. Po drugi strani obstaja še zmeraj odprta varianta Alonso. Namreč znano je, da Fernando se je mnogokrat vračal v ekipe, pri katerih ni pustil ne vem kako dobrega vtisa. A če smo pravzaprav natančni, bomo takoj ugotovili, da Carlos Sainz mlajši ima odprta vrata pri ekipi Sauber oziroma ekipi, ki bo znana v sezoni 2026 kot Audi. In če pravzaprav Ferrari noče z njim podpisati pogodbo, ne bo ostal brez sedeža. O tem, da se zanimajo pri švicarski ekipi za španskega voznika, je seveda logično iz 2 faktorjev. Prvič, izjemno dober odnos, ki ga imajo z njegovim očetom, Carlosom Sainzem, ki tudi vozi v vztrajnostnih relih za njihove znamke. Po drugi je treba razumeti, da Valtteri Bottas in Zhou Guanyu nista tisto, kar pričakuje prava ekipa Formule 1, ki si želi zmage. Obstajajo tudi drugi talentirani vozniki, ampak moramo se vprašati, ali si res želijo v Ferrari. In govorim naprimer o Landu Norrisu, o Georgeu Russellu in še bi lahko naštevali. Seveda za določeno količino denarja se to zna zgoditi, ampak vprašanje je, kaj lahko pri Ferrariju naredijo v praktično 12 mesecih. Zato sam verjamem, da bodo Sainzem podaljšali, za koliko bomo pa videli. A zanimivo je, da v raznih neuradnih virih prihajajo na dan tudi druge zgodbe. Najbolj je zanimiva tista, ki pravi, da Charles Leclerc in Carlos Sainz mlajši nista taka prijatelja, kot se kažeta na vseh tistih družbenih omrežjih, da gre samo za igro, za pretvarjanje. Kar je po svoje razumljivo. Tvoj moštveni kolega je tvoj
prvi nasprotnik. Zato tak izbor mene osebno ne čudi. A konec koncev zanimivo bo videti, kaj se bo zgodilo. Namreč, ukolikor Sainz želi imeti pogodbo s Ferrarijem do začetka sezone, ima na voljo približno 2 meseca. In to v svetu motošporta je izjemno malo časa. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.